Zdaj pa začenjamo seminar Preživeti s stalnim zvonjenjem v ušesih. Tinnitus je medicinski izraz za šumenje, ropotanje in ostale različne zvoke, ki jih slišijo tisti, ki trpijo za to boleznijo. Tinnitus ne vpliva le na slab spanec, temveč vodi vsesplošno utrujenost in slabo zbranost. Pojavi se lahko nespečnost, tesnoba ali depresija. Težave s pozornostjo in s tem povezane težave pri upravljanju dela ter izogibanje različnim aktivnostim. Ta fantomski zvok je v kronični obliki pri ljudeh prisoten v 10 do 30%. Do 8% ljudi ima tako hude simptome, da zaradi tega obiščejo zdravnika. Zdravil, ki bi lahko odpravila tinnitus, zaenkrat ni. Zato boste danes izvedeli več tudi o vedensko-kognitivni terapiji, ki se osredotoča na človekovo reagiranje na tinnitus in ga uči, kako lahko zmanjša njegov vpliv na svoje počutje. Mnogi so se navadili živeti s tinnitusom in si pomagajo z različnimi tehnikami za njegovo ublažitev. Med njimi je Blaž Gracar, ki je moj prvi sogovornik. Blaž Gracar je slovenski elektronski glasbenik, pisatelj, videast in ustvarjalec iger iz Izole, rojen leta 1991. Diplomiral je iz filmske montaže na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Danes izdeluje kratke risane animirane filme. Prav tako piše prozna besedila. Njegova zadnja knjiga Tat not je nastala kot posledica njegove izkušnje življenja s tinnitusom. Opisal nam bo zvoke, ki jih sliši, in spregovoril o načinih, ki mu pomagajo z njimi shajati. Prosim, Blaž, uvodoma opiši nam, kako si dobil tinnitus. Najprej pozdravljeni vsi. Tinnitus sem dobil zaradi preglasnega hrupa na koncertu, ki sem se ga udeležil v Kinu Šiška leta 2016. Šel sem na koncert skupine Swans in to je skupina, ki je znana po tem, da ima zares glasne koncerte, in posledica tega, da jaz nisem nosil čepke tisti večer, je ta, da sem dobil tinnitus. Tako da to je nekako geneza mojega tinnitusa. Nam lahko prosim v nadaljevanju poveš, kako ga zaznavaš, torej kakšen je zvok in ali se ta spreminja skozi čas? Moj zvok je za razliko mnogih, ki imajo pisk, bolj podoben šumu. Torej v zelo visokem registru takšen cvrčajoči šum. Sam zvok se spreminja, gotovo glede na moje počutje, tudi čas v dnevu. Če sem v stresu, je glasnejši, če sem bolj miren, je bolj tih. Sem pa opazil tudi skozi leta, da se mogoče malo viša, malo niža. Precej težko povem zakaj, ampak ja, se spreminja. Ampak izgine pa ne, vztraja. Vztraja, ves čas. Pravzaprav je zanimivo. Navadil sem se nanj do te mere, da ga niti približno ne slišim tekom dneva, ampak vsakič, ko me kdo vpraša, a ti imaš še vedno tinnitus, samo ena misel, da se skoncentriram na ta šum, pa če je dovolj, da ga takoj zaslišim. Tako da ja, je moj sopotnik. Ti si pomagaš tudi z noč terapijo, nam jo lahko prosim predstaviš? Seveda, evo, jaz bom to kar zdaj delil, tudi slikovno, sekunda. Okay. Torej, predstavil vam bom, kako to narediti najbolj enostavno. Obstaja cel kup nekih metod, ampak kar imamo zdaj pred sabo je program Audacity. Audacity je zastonjski program, ga lahko zelo hitro poberete z interneta in v bistvu ima vse, kar potrebujete za to terapijo. Torej, za začetek morate definirati, kje natančno imate vi sploh ta šum oziroma tinnitus. In
Jaz to naredim v Audacityju tako, da grem pod Generate in kliknem na Tone. Zdaj, jaz ne delim tudi zvoka, tako da vam ne bom mogel pokazati, kako je, ko se preizkuša najti višino, ampak načeloma klikate tukaj na ta preview in tukaj spreminjate frekvenco. Dokler ne pridete do frekvence, ki je enaka vašemu šumu v ušesih. Obstaja pač seveda tudi mnogo drugih načinov, tudi veliko lažjih načinov, recimo, da imate kakšen drug glasbeni program ali pa synthesizer, ampak kar mi je všeč pri Audacityju je to, da se zelo jasno vidi, kaj je ta frekvenca. In recimo, da imam jaz, da sem ugotovil, da je moj tinnitus na frekvenci 4000. Enkrat, ko imam to cifro, grem znova na Generate in ustvarim beli šum. Beli šum je načeloma neka osnova, lahko se pa odločite tudi za nek svoj najljubši komad. In ko jaz ustvarim ta šum, mu izberem, koliko je glasen in koliko je dolg, ok, to je recimo, da 30 sekund in mi ga ustvarim. Enkrat, ko imam beli šum je dober zaradi tega, ker zaseda praktično vse frekvence zvočne. Enkrat, ko imamo ta šum, pa moramo ven iz tega šuma vzeti ravno to frekvenco, ki je naš tinnitus. Zato jaz uporabljam equalization. Kot boste videli, evo, samo sekunda, da jaz to, evo, torej zdaj je to ravna linija, to je neobdelan zvok. In če jaz hočem odvzeti ravno pri 4000 Hz, si čisto enostavno narišem krivuljo navzdol. Lahko gremo, kolikor nizko hočemo, oziroma to je potem po potrebi, ko vidimo, kaj nam boljše deluje. In enkrat, ko to naredimo, kliknemo OK in nam čisto enostavno odvzame to frekvenco. Zdaj bom pa jaz to nehal deliti. Stop share. Torej, to je neka osnova noč terapije, kar je pa rezultat, je pa ta, da v bistvu tvoj lastni tinnitus zapolni to vrzel v belem šumu. In ko to poslušaš recimo pol ure, prelisiči možgane, da tega šuma sploh ni. In kar sem jaz opazil, da sem po recimo pol ure poslušanja, ponavadi tudi še kakšno uro do dve bil absolutno brez šuma. Seveda ni to popolno, moraš biti tudi v nekem mirnem stanju, ampak se mi zdi, da če se to dela redno, da lahko res prav prelisičiš možgane do te mere, da se tinnitus omili. Torej, ne vem, če si že povedal, lahko samo navedeš, kje točno na spletu najdemo to? Lahko pogledam, jaz načeloma bi kar pogooglal, samo malo. Torej, lahko, ja, kar narekujem. To je www.audacity.team, to je vse ena beseda, .org. Tukaj se najde. Hvala lepa. In kako pogosto ti poslušaš torej te zvoke? Jaz bom tako povedal. S tem sem si pomagal nekaj let nazaj, recimo 2 do 3 leta nazaj, ko je bilo še sveže. In to takrat sem delal recimo, da enkrat na teden. Zdaj, ko sem pa že toliko navajen, si pravzaprav s tem več ne pomagam. Je že pač dovolj to, da sem se navadil na zvok. Ampak, ko sem pa uporabljal, mi je pa pomagalo. Gotovo najbolj od vseh metod, ki sem jih preizkusil, ni pa nobena popolna, kot rečeno. Pa vendarle me še zanima, ti preden si šel na koncert od Swonsov, so delili zaščitne čepke, takrat jih nisi uporabil, pa me zanima, ali jih uporabljaš danes. Dobro, trenutna epidemija, ni glasnih zabav, vendar ko pa te so, ali greš na njih s profesionalnimi čepki, danes ščitiš sluh? Ščitim gotovo, uporabljam čepke prav po merih mojega ušesa in tudi ne bom več jaz po mojem življenju šel na koncert brez čepkov, ker pač kot prvo toliko cenim svoj sluh in kot drugo sem ugotovil, da mi še izboljšajo izkušnjo koncerta.
ker je pač bolj čist zvok. In tudi sicer verjetno danes svetuješ vsem svojim kolegom, glasbenikom, obiskovalcem glasnih zabav, da nosijo te čepke. Zanimivo se mi zdi, da si omenil, da je pravzaprav izkušnja poslušanja s temi čepki lahko veliko boljša. Ja, svetujem 100%, preventivno in tudi čisto res iz vidika užitka. Zdi se mi, da prej, ko še nisem imel čepkov, je bil zvok glasbe in na vrh njega še ena velika plast distorzije. Zdaj pa te distorzije čisto enostavno ni in je zvok čist. Je mogoče še kaj, kar bi dodal pri tem, koliko je pomembna torej preventiva? Gotovo bi vsem glasbenikom to svetoval, ampak opažam, da v bistvu glasba je prisotna praktično v življenju vsakega človeka. Zaradi tega bi vsakemu, ki uživa tudi v glasbi, svetoval, da zavaruje svoj sluh kar vnaprej. Imaš mogoče še kakšno spodbudno misel ali kakršnokoli sporočilo za svoje sotrpine? Gotovo vsi, ki imajo svežo rano, svež tinitus, si mislijo, da jim bo to do konca življenja uničevalo dneve, ampak lahko iz lastne izkušnje povem, da pač temu ni tako. Navadiš se, tinitus postane malo bolj zoperen in kot sem se pogovarjal z ljudmi, pride v poštev tudi, da ta čas, ko je tinitus še svež, da se pač čisto enostavno ukvarjaš z drugimi stvarmi, ki niso toliko zvočne. Potem pa se vse popravi slej ko prej. Blaž, hvala lepa. Jaz upam, da bo tvoja zgodba v spodbudo ljudem, da bodo s svojim sluhom ravnali skrbno in ga zaščitili. Hvala.